V osnovni in srednji šoli sem čutila zmago, ko sem dobila dvojko pri angleščini. In če bi mi kdo takrat rekel, da se bom pri 23 letih izobraževala za učiteljico razrednega pouka z angleščino, bi mu rekla, da je to povsem nemogoče. Meni so disleksijo odkrili že v osnovni šoli, kjer so bila razna ljubosumja in me niso sprejemali. Večkrat v življenju sem že skoraj obupala, nisem vedela, kaj bo z mene, ali mi bo sploh uspel. Začela študij v Celovcu in sem imela izpit slovenščine na nivoju B2. Dvakrat sem padla in je bilo zelo težko zame, ker sem se res veliko trudila. Najtežje je bilo, da sem se morala spet motivirati. Imel sem problem, ker sem ne mogel narediti 5. predmet, se pravi od sredine februarja pa do aprila sem mogel narediti 5. predmet, kar ni bilo enostavno, mogel sem najti eno gimnazijo, kjer bi me tako pozno že sprejela in potem se naučiti vso srednješolsko snov za gimnazije. Pozdravljeni, sem Veronika, študentka Pedagoške fakultete v Kopru, smeri razredni pouk. Letos končujem 4. letnik, manjka mi pa še leto magisterija, da postanem učiteljica razrednega pouka. Ker me že od vedno zanima veliko različnih stvari, sprva nisem vedela, kam bi se vpisala po končani srednji šoli. Obiskovala sem športni oddelek gimnazije v Novi Gorici, kjer sem si pridobila veliko splošnega znanja. Vedela sem, da želim postati nekdo, čigar delo je raznoliko in polno novih izzivov. Poklic učiteljice se mi je zdel kot nalašč zame. V srednji šoli sem čutila zmago, ko sem dobila dvojko pri angleščini. In če bi mi kdo takrat rekel, da se bom pri 23 letih izobraževala za učiteljico razrednega pouka z angleščino, bi mu rekla, da je to povsem nemogoče. Pa poglej me zdaj, bodoča učiteljica razrednega pouka z angleščino, in to z vsemi izpiti angleščine uspešno opravljenimi v prvem poskusu. Ali pa se morda spomnite plavalnih šol, tečajev plavanja v osnovnih šolah? Evo me, plavam tam v najslabši skupini, če se čofetanju sploh lahko reče plavanje. In poglej me zdaj, učencev z licenco vaditelja plavanja, opravljenega z 10. Živjo, sem Pija, študentka 3. letnika predšolske vzgoje v Kopru. Prej sem obiskovala srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani. Imam pa disleksijo, to pomeni, da imam tudi na faksu status študentke s posebnimi potrebami. Meni so disleksijo odkrili že v osnovni šoli, tako da se z njo že spopadam oziroma sva z njo že zelo dobri prijateljici. In moram reči, da sem šla čez mnogo ovir. Več tega je bilo recimo v osnovni šoli, kjer so bila razna ljubosumja in me niso sprejemali. Večkrat v življenju sem že skoraj obupala, nisem vedela, kaj bo z mene, ali mi bo sploh uspel. Ampak na srečo sem imela res starše in pa prijatelje, ki so me spodbujali, tudi profesorje in učitelje, ki so mi rekli: Pija, lej, sej ti gre, sej zmoreš. In moj cilj je bil, da se vpišem tudi na faks in da mi uspe. In vsakeč, ko že začnem obupavati, rečem: lej, Pija, pretekla si že veliko krogov, vzemaš sam še en krog, skoraj še zadnji krog in boš pri diplomi. Ime mi je Katarina Ankner, sem iz Avstrije in študirala sem dvojezični razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Celovcu. Naredila sem tudi izobrazbo za vzgojiteljico, ampak zdaj delam prvo leto v osnovni šoli blizu Beljaka kot dvojezična razredna učiteljica. Da sem sploh lahko začela študirati za dvojezično učiteljico, sem se morala naučiti slovensko. Pred enim letom sem morala narediti izpit slovenščine na nivoju C1, ker drugače ne bi mogla poučevati slovensko v Avstriji. Tudi pri tem izpitu sem enkrat padla in bilo je zelo hudo zame. Ampak družina, prijatelji in cilj pred očmi so mi pomagali, da se še bolj trudim. Po izpitu sem se tako dobro počutila, da je bilo to najboljša nagrada zame. Moje ime je Lovrenc Habe, prijatelji me kličejo Lovro.
ampak v bistvu nimam prijateljev, tako da v bistvu sem Lorenz HB. Obiskujem 4. letnik razredni pouk. Prej sem bil na srednji medijski in grafični šoli v Ljubljani, ja, kar velik preskok. Jaz takrat rekel, zakaj še nisem na pedagoški. Potem sem se vpisal, imel sem problem, ker sem ne mogel narediti 5. predmet, se pravi od sredine februarja pa do aprila sem mogel narediti 5. predmet, kar ni bilo enostavno, mogel sem najti eno gimnazijo, kjer bi me tako pozno že sprejela in potem se naučiti vso srednješolska snov za gimnazije, spravil sem se na geografijo in jo na srečo tudi uspešno zaključil. Moram povedati, tisti mesec, tistih 14 dni sem se res tako intenzivno učil, kot še nikoli prej in nikoli pol. Kar je najpomembnejše, ne pozabi, znanja ti ne more nihče vzeti. Prav vsaka stvar pride enkrat lahko prav. Nikoli ne veš kdaj, ker življenje zna presenetiti in preseneti ga tudi ti nazaj. Živite svoje sanje, naj vas ne bo strah se obrniti na pomoč, pa naj zaključim z eno lepo mislijo, da vse se da, če se hoče. Hinfallen, aufstehen, lächeln und weitergehen. To pomeni, če padeš, spet vstani, se nasmehni in pojdi naprej. Točno določiti cilj, oziroma tisto, kar bi ti rad naredil v življenju. In potem si ta cilj razdeliš na majhne korake in z majhnimi koraki boš sigurno prišel tudi do končnega cilja in do uresničitve te velike želje.